Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Kdaj ste si nazadnje kaj kupili? Ja, moram reči, da smo kar konkretni potrošniki, mi ljudje in ni vrag, lahko da niti 5 ur ni minilo tega, ko ste si nekaj kupili. Ampak nekaj me zanima, ko vi kupite eno stvar, a kaj razmišljate o tem, da pravzaprav ne samo, da eno stvar pridobite, pa ne samo, da pogledate, koliko ta stvar zdaj dejansko stane, ampak a kdaj razmišljate v tej smeri, koga in kaj vi podpirate zdaj od zadaj za tem izdelkom? Ker bom dala primer, kupite tam eno stvar, 90 centov je super fajn, odlično, made in China, krasen fajn. A se vi zavedate, kaj vse ste s tem nakupom podprli? Kakšne pogoje, v katerih delajo mnogokrat tudi otroci, ste pravzaprav s tem podprli? In to za 90 centov. Razmislite malce o tem. Danes bomo namreč govorili o pravični trgovini. In pravično je, da govorimo o tem, in pravično je, da vse informacije, ki jih boste danes slišali, da jih posredujete tudi vi naprej. Naj bo to del vašega poslanstva, da torej svojim kolegicam, svojim prijateljcem, da poveste vse te stvari naprej, da se širijo. Dajte nam pomagati pri tem poslanstvu, da čim več ljudi prave informacije, da jih tudi širi naprej, kajti le tako bomo živeli še v bolj fajn verziji. Sandra, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Sandro že poznate vsi, pa zmer mi kakšne fajn kolegice pripelje zraven. Koga si danes pripeljala? Danes sem pripeljala Živo. Ona je vodja pravične trgovine v Sloveniji in tudi soustanoviteljica zadruge Buna. Zato tudi sodelujemo in preko ekokluba in tudi preko zelene trgovine. V bistvu počne pa toliko stvari, da bi težko v eno oddajo vse spravljeno. Pravična trgovina je današnja tematika in za sam začetek, kaj pomeni v bistvu pravična trgovina? Ja, koliko je dolga oddaja. Pravična trgovina je sistem, ki se je začel približno 50 let nazaj in sicer takrat so naredili eno stvar. Ugotovili so, da nima smisla, da v države v razvoju pošiljajo denar, ker ta ponavadi ostane v strukturah in ne pride do tistih, ki ta denar v resnici potrebujejo, ampak konstantno pa kupujemo stvari, ki so pridelane samo tam. Kava, čaj, sladkor, riž, bombaž in tako naprej. To pri nas ne raste, to se pravi, moramo pripeljati iz teh držav. In če tem ljudem plačamo ceno, ki je višja od njihovih proizvodnih stroškov, lahko oni normalno preživijo, si zagotovijo dostojno življenje, kar pomeni, da jim dejansko ni treba več pošiljati pomoči v drugačnih oblikah. In tako se je začelo gibanje pravične trgovine, ki pa danes je malo širše od tega in sicer poleg pravičnega plačila jim zagotavlja še avansno plačilo, to se pravi, da se jim ni treba zadolževati, da jim ni treba plačevati visokih obresti, da se z njimi sodeluje na dolgi rok, to se pravi, da se z njimi sklepa dolgoročne pogodbe, da se jim pomaga pri razvoju, pri izobraževanju, na drugi strani pa od njih tudi nekaj zahteva. In sicer zahtevajo, da so moški in ženske enako plačani za enako opravljeno delo, da ni vključeno otroško delo, da se delavcem zagotovi primerne delovne pogoje, se pravi primerne ure in primerno zaščito, in da se varuje okolje, v katerem živijo. To se pravi, da ne uničujejo svojo pridelavo ali pa predelavo okolja, v katerem delujejo. Prosti živa. Sandra, a ni to samoumevno? Jaz mislim, da tako itak že je povsod. Mislim, tako naj bi bilo, ampak ni. Kako to, da ni? Jaz mislim, da to itak, da pač v bistvu izpostavili bi mogli tista podjetja, ki to ne počnejo, oziroma tiste proizvajalce, tako je pa v bistvu... Oziroma večina tega ne počne na tak način. Kaj se v bistvu dogaja v nepravični trgovini, oziroma tista, ki ni označena kot pravična trgovina, pa ne vemo, pa bi bilo fajn, da zvemo. Ok, najprej mogoče za začetek, ja, pravična trgovina, tako kot sem povedala, ni nič posebej pravična, ne? Taka bi mogla biti, ja. Ampak dogaja se mednarodna trgovina, v kateri par posameznikov, lahko jim rečemo tudi korporacije, prevzemajo vso moč in določajo pogoje za tiste, ki enostavno nimajo te moči, da bi sami sebi določali pogoje dela. To se pravi, da so za svoje delo premalo plačani, da delajo v nenormalnih pogojih in da v bistvu cena, ki jo mi plačamo za en izdelek, recimo, ne vem, majčka za 5 evrov, v resnici produkcija majčke za 5 evrov stane, ne vem, 25 evrov. Teh 20 evrov plača nekdo drug, če jih ne plačamo mi, ne. Plača to okolje, plača zdravje ljudi, včasih tudi življenje ali pa celo otroci, ne. Ok, smo lahko konkretni. Se pravi, podjetja, ki so ful velika, pa imajo milijavžen trgovin po celem svetu,
se odločijo, da bi imela tako pa tako majčko, zdaj, če smo že ravno pri majčkih, in oni gredo do proizvajalcev in ne vprašajo proizvajalce, za koliko vi meni lahko to naredite, ampak rečejo, vi boste meni to naredili za toliko. Točno tako. Ja. Točno tako to zgleda, s tem, da se včasih so imele velike korporacije, recimo, če smo pri proizvodnji oblačila, so imele svoje lastne tovarne in se je tudi lahko njih vprašal po odgovornosti. Danes nimajo več lastnih tovarn, ampak je ostalo vse outsourcajo, to se pravi, prelagajo odgovornost na nekoga drugega. In če vprašaš velike znamke, koliko imate vi tovarn, bodo rekli nobene. Mi to kupujemo od drugih. Skratka, na druge prenašajo to, da naj bi bili odgovorni za to, da so delavci primerno plačani in tako naprej. Oni jim pa niso pripravljeni plačati cene, ki bi zagotovila, da bi lahko te proizvajalci plačali delavce primerno. Okay, se pravi, če jaz prav razumem, preverjam. Ja. Jaz kupim eno hudo blagovno znamko, eno oblekco si. In ta blagovna znamka v bistvu sploh nima proizvodne. Velikokrat je to temu tako. Ja. Ampak oni v bistvu isto iz Bangladeša to točno kupijo. Tako, Bangladeša ali pa celo iz sweatshopov v Severni Ameriki ali pa v Italiji. Ne. Kaj to pomeni? Sweatshop oziroma potilnice, temu rečejo po slovensko. Ja. To so prostori, kjer delavci delajo, ponavadi so to ali ilegalni migranti ali kakšni otroci ali pač ljudje, ki si ne morejo zagotoviti lastnih pravic, delajo v nenormalnih pogojih za skoraj nično plačilo, zato da lahko v bistvu potem blagovna znamka vzame razliko. Pa blagovna znamka itak je razmerja, je to čist. Razmerja so nenormalne. Dejansko tisto, ko goji, prideluje ali proizvaja, je tu čist na repu te plačilne sheme. To največ služijo te največ služijo trgovci na drobno, pa tisti, ki so vmes. Pa ti posredniki, ko jih je en kup. Se pravi, ena obleka, ki je 100 evrov, recimo, zdaj banalno govorimo, se pravi, ena huda blagovna znamka, obleka za 100 evrov, dejansko koliko je ta blagovna znamka dala za proizvodne stroške, po tvoji oceni? Tega ne moramo vedeti, ampak dejstvo je, da ravno pri oblačilih je ta problem, da ne glede na kako draga je obleka, cena ne pomeni, da je etična. Pri hrani lahko mogoče včasih rečemo, ok, ko damo za ekološko pridelano, ne vem, jabolko več denarja, pa vemo, da vsaj ni bilo uničeno okolje, ali pa za Fairtrade jabolko več, mislim, jabolko ne, ampak recimo banano damo več denarja, pa vemo, da so bili proizvajalci pravično plačani. Medtem ko pri oblačilih, pa ne glede na to, koliko stane oblačilo, tudi če stane, ne vem, 100 evrov, še ne pomeni, da so proizvajalci dobili več, oziroma pač delavci. Pri pravični trgovini se gre za to, da se zaščitimo mi, navadni ljudje dejansko. Ja. S tem je tudi ena zaščita glede okolja. To pomeni, da se tu določene stvari, škodljive kemikalije in to se tam v teh, kar je znotraj pravične trgovine narejeno, ne sme uporabljati, zato ker ne želijo izpostavljati svojih delavcev v tem pogoju. In ti so se pač ko niso pazljivi na to, dejansko to končni potrošnik, ali tudi vse to kasira. Dobro plača, mogoče nižjo ceno, dobi pa en kup tistih stvari, ki jih dejansko ne bi. Pa ja, dejstvo je, da to, kar se danes dogaja v tretjem svetu, da pač delavci nimajo pravic, to prihaja k nam, vedno bližje nam. Recimo tekstilna industrija je tak super primer v Sloveniji. Ob osamosvojitvi smo imeli 120 tisoč ljudi zaposlenih v tekstilni industriji. Danes jih v tekstilni industriji v Sloveniji dela okrog 5 tisoč. Skratka, več kot 100 tisoč ljudi oziroma 100 tisoč družin je ostalo brez vira prihodka v nekem trenutku, ker smo mi želeli kupiti majčko za 5 evrov na mesec za 15. Ne pa več majčk. Problem je v tem, da absolutno preveč trošimo. Preveč trošimo? Ja, kupujejo se, absolutno preveč stvari se kupuje. Mogoče, da se kupuje manj, pa tiste, da smo malo bolj pazljivi. Oziroma, po drugi strani, če mi mislimo, da moramo za svoje delo dobiti pravično plačilo, po drugi strani pa pričakujemo, da lahko kupimo ene stvari zelo poceni, pa vemo, da morajo biti proizvodni stroški za to stvar višji. Tukaj ni logike, tukaj nekje pride do trka. Sandra, pri tebi v zeleni trgovini sem videla že kar nekaj izdelkov iz pravične trgovine in tudi ful lepo jih označiš, tako da v bistvu se vidi. Koliko različnih artiklov v Sloveniji pa je, recimo, ki so označeni kot izdelki iz pravične trgovine? Veliko, v tem trenutku že veliko, čeprav Slovenija še ni na tem področju zelo razvita. Recimo v Angliji, kjer je pravična trgovina najbolj razvita, ali pa v Nemčiji kot druga, najdeš praktično
Fairtrade že vse. Pri nas pa v bistvu stvari, ki prihajajo daleč, to se pravi kava, čaj, sladkor, kakao, to se pravi čokolada, riž, kvinoja, take stvari pač prehranske in potem tudi ročni izdelki, skodelce, kozarci, inštrumenti, nakit, take zadeve, ki so pač lahko narejene kjerkoli. Zdaj, Sandra ful lepo v svoji trgovinci označi, Fairtrade in tako navelik, da se vidi. Koliko pa sicer lahko prepoznaš še en izdelek iz Fairtrade, torej iz pravične trgovine? Ja, pravično trgovinski izdelki so označeni s Fairtrade znakom, to je tak modro-zelen možic, pod katerim piše Fairtrade, tako da to... Na embalaži. Na embalaži, ampak s tem znakom so označeni samo prehranski izdelki. Medtem ko izdelki drugačni kot tekstil in pa ne vem, to, kar sem prej naštevala, te stvari pač ne morejo imeti Fairtrade znaka, ker Fairtrade znak podeljuje Fairtrade Labeling Organization, ki deluje ločeno od Svetovne pravične trgovinske organizacije, ampak podeljuje znak samo za prehranske izdelke. Ne pa tudi za druge stvari. Je pa zdaj 2 leti nazaj bila sprejeta nova standardizacija tudi za preostale izdelke, ampak ni pa še znaka, ki bi označeval, da so te izdelki narejeni na tak način. To se pravi, najboljša stvar, če ne gledamo certifikatov, je to, da enostavno vprašamo, od kje stvari prihajajo. In če bi na embalažah vseh pisalo, od kje stvari so, kdo jih je naredil in tako naprej, bi lahko mi sami preverili, a so narejene etično ali ne. Ja, seveda. Tako da tudi, če ni certifikata, transparentnost bi mogli ne glede na to zahtevati. V naši oddaji Klepet ob kavi absolutno podpiramo tiste manjše trgovine, trgovince, kjer lahko dejansko lastnika spoznaš, z njemu malo poklepetaš, kot recimo v zeleni trgovini, ki jo ima torej Sandra, ki jo večino časa dejansko jo najdeš noter in super poklepetaš z njo. In tam je ogromno izdelkov, torej iz pravične trgovine. Kaj pa supermarketi, recimo, te ogromne korporacije, jaz tukaj ne rada hodim v supermarket, ker to par kilometrov narediš, da najdeš eno stvar, pa pol, ne bomo zdaj o tem. Skratka, koliko je v teh velikih verigah, recimo, izdelkov iz pravične trgovine? Vedno več. Je tako, da večino Fairtrade izdelkov najdete med ekološkimi izdelki, s tem, da samo prehranske, jasno, drugih izdelkov ni. Ampak prehranske pa najdete med ekološkimi, ker večina Fairtrade izdelkov ima tudi enega izmed ekoloških certifikatov, ravno iz tega razloga, kar je Sandra prej omenila, da je eno izmed načel tudi, da morajo varovati okolje, v katerem delujejo. Tako da so jih dali na te police, nimajo pa še posebej polic za Fairtrade, razen za redkih izjem. Ampak tudi v Slovenijo vedno bolj prihajajo, predvsem zato, ker so to naši supermarketi večinoma del večjih verig, ki seveda nimajo slovenskih lastnikov. Zanimivo. Torej, tukaj je ultimativno vprašanje, ko nekaj kupite, ali se zavedate, koga podprete, a ne, Sandra? Ja, točno to. Zakaj si se pa ti recimo odločila, da tudi podpreš Fairtrade in da ga na takšen način vključiš recimo tudi v svojo trgovino, da govoriš o tem, da sodeluješ in si aktivistka, kar se tega tiče tudi v ekoklubu? Zaradi tega že takrat, ko sem začela s trgovino, sem v tujini že kar precej spremljala in sem si rekla, mislim, vsi artikli, vse surovine, ki bodo prihajale izven Evropske unije, takrat še v bistvu ni bilo tako sporno, da je tudi v Evropski uniji dejansko vedno več tega, na kar bi mogli biti pozorni. Sem si rekla pač, da morajo biti narejeni znotraj Fairtrade, znotraj pravične trgovine. Tako sem takrat začela najprej z posteljnino, brisačami, potem tudi z Daka Handicrafts. Čakaj, a one moje posteljine so Fairtrade? Ja, tudi so narejene, ja. Ok, vprašam. No, pa tudi nekaj košare, keramika, lončevina. Zdaj, odkar poznam živo, pač večinoma stvari potem kar preko njih vzamem. Ampak ne pa kot ta ekološki bombaž, ne pa ta, kar je moj program, kar se hišnega tekstila in tega tiče. Tisto pač smo sami, sodelujemo z nekim nemškim podjetjem, ki ima v Ugandi te nasade ekološkega bombaža. Super. In so tudi cene v bistvu lahko zaradi tega, ker dejansko delujemo popolnoma brez posrednikov. So zaradi tega cene glede na kvaliteto samo izredno dobre in dostopne. V primerjavi z nekimi blagovnimi znamkami, ker plačaš dejansko samo blagovno znamko, ko večinoma od tistega denarja porabi ali za promocijo ali za svoje lastne potrebe, tu se pač tiste res popolnoma enakomerno razporedijo. Pa se če tako pogledaš, recimo, ne vem, jaz razumem
ogromno ljudi, ki kupujejo blagovne znamke, zaradi tega, ker s tem mislijo, da kupijo kvaliteto. Ampak se sami opažajo, da v velikih primerih temu sploh ni tako. Ja, večinoma, kar mi ugotavljamo, je to, da pri večini stvari sploh ne vemo več, kaj je kakovostno. Ampak enostavno jaz lepo zaupamo blagovnim znamkam oziroma nekomu, ki nam pove, da je to. Najbolj očiten primer tak je, pa bom zdaj malo šla stran od tekstila, bom šla malo k kavi, najbolj očiten primer je kava. Mi smo prepričani, oziroma nas so blagovne znamke uspele prepričati, da je dobra kava tista kava, ki ima vedno enak okus. A je res? Tukaj imamo tudi eno fotografijo. Tega pa jaz nažalost ne vidim. Aha, dobro. Glavnem, ja, da je dobra kava tista, ki ima vedno enak okus. Kava je naravna stvar, tako kot jabolko ali pa hruška ali pa paradižnik. In pri tem, kar raste pri nas, se zavedamo, da te stvari ne morejo imeti vedno enakega okusa. Medtem, ko pri kavi zahtevamo nekaj popolnoma nenormalnega. In kako se ohranja vedno enak okus? Tako, da se dela mešanica oziroma da se dodaja stvari, ki ne bi smele biti v kavi, zato da lahko rečemo, da je ta vrečka ima pa vedno tak okus. Ker se človek navadi. Ker se človek navadi, točno tako. Ampak to nas je uspela industrija prepričati. Poleg tega na kavni vrečki vedno piše samo ena stvar, da je noter kava. Ampak mi že itak vemo, da je noter kava, ker smo šli kavo kupiti. Nič drugega ne piše na kavni vrečki. A pa bi mogli? Seveda, mogli bi pisati, od kje je prišla, katera sorta kave je noter, kdaj je bila obrana, kdaj je bila pražena, kdaj je bila zapakirana, kdaj je bila zmletana nazadnje, kako je bila sprocesirana, ko je bila še na plantaži kave in tako naprej. Vse to nas po mojem o kavi zanima, glede na to, da jo uživamo, da jo popijemo, da je na koncu konča v našem telesu. Tukaj imaš lepo tuniko. Ja, ful mi je v tem projektu. To je skupinsko naročanje. A res? Ekološkega izdelka. Ful mi je všeč. Pa zdaj že kar koliko časa to? Eno leto. Eno leto. Ja. Aha, kaj imata to? Nič ne vem. Eno leto, ja. Par let nazaj, ko sem prevzela vodenje pravične trgovine, sem ugotovila eno stvar, in sicer, da v Sloveniji ne moramo kupiti ničesar, kar bi bilo narejeno etično, kar se oblačil tiče. Nekaj časa nisem kupovala nobenih oblačil, potem pa v nekem trenutku rečeš, da zdaj pa je treba pa vse nekaj kupiti. Hodiš okrog, se noben ne bo rekel nič Ja, slabega. mislim, da je zakonsko to prepovedano. A res? Ja. Ok, sem da vem. Tako da policisti bi imeli kaj jim zapovedati. Ok. Evo, pa boj rekel, da ljudi spodbuja k kriminalnim dejanjem. To se pravi, ja. In potem smo začeli raziskovati, kje bi se dal dobiti kaj, kar je pa narejeno skladno z etičnimi načeli, in smo naleteli na angleško blagovno znamko, ki je prva, ki je bila sploh na svetu certificirana Fairtrade. In potem smo rekli, pa dajmo mi naročiti, organizirati skupinsko naročanje, zato da si lahko zagotovimo malo nižje cene za Slovenijo, ker enostavno noben od nas nima toliko denarja, da bi investiral danes prav v trgovino za Fairtrade oblačili, ker to pomeni pač prostor, zaloge, prodajalec in tako naprej, in bi mogle biti cene spet za končnega kupca precej višje. Smo rekli, bomo pa naredili skupinsko naročanje, in sem takrat rekla, ok, to bomo 2-3 na leto naročali, pa bo ne. No, to je zdaj nastalo tako, da enkrat na mesec absolutno odprem naročilo, in zdaj, ker ga en mesec nisem, ker me 14 dni ni bilo vmes, že dobivam maile, kdaj bo naslednje skupinsko naročilo. In ja, se počasi oblačimo v dejansko Fairtrade oblačila. Wow. Ki so v celoti, skratka, za vse za to, kar Sandra nosi, Sandra, za to, kar jaz... Sandra, ko mi nisi povedala to, pa zmer ti jamram, da mi je pa obleka huno. Ne vem, kaj ne kupim. To bi mogla prej povedati. Ne, sem pač res ni, ne vem, ko hude izbire, ampak da si mogoče kosovno poskušaš nekako spraviti skupaj. Saj mi tudi še gledamo, to še potrebujemo, to še rabimo. Tisto, kar pa je pač neke staro oblačila, mogoče malo porabiš. Ali pa kaj je second hand, ostalo pa kar kupiš, pač kupiš potem na ta način. Cene so pa, mislim, to, ko smo se prej pogovarjali z modnimi in blagovnimi znamkami, ki nimajo nobenih argumentov, zakaj bi dali toliko denarja, razen da plačamo znamko. Tu se vem, zakaj sem dala tisto. Pa tudi nosi se čisto drugačno. Čisto drugače, pa dlje časa, ker so bolj kakovostno narejene oblačila. Ne, ker že tako, če gledamo, iz energijskega vidika, itak moram to načeti. Kupaš nekaj, kar so eni Kitajčki delali tam mali, in valjda niti ne vejo, kaj je življenje, ves čas so tam, recimo z starši, ne vem, kakorkoli pa že,
tak otrok, sorry, ni srečen, ni vesel, ni radosten. Kar pomeni, ima neke negativne občutke, neke negativne misli, kakorkoli medtem, ko to dela. In vsaka stvar je kakor goba, kar pomeni, da pač vzame od tistega. In potem to pride do, da ne govorimo čez kuk šleparjev in ne vem, kaj gre. In potem pride to tja in ti to daš nase in te zadeve, to fiks energijsko ne vpliva dobro na te. Predvsem je prepojeno s kemikalijami. Naša oblačila so že od začetka, že iz plantaž bombaža prepojena s kemikalijami. Bombaž je namreč ena rastlina, ki je na svetu najbolj obremenjena s pesticidi. Se pravi, 25% vseh agrokemičnih sredstev, ki se zlije na pridelovalne površine, se zlije prav na bombaž. Bombaž pa zauzema 2% svetovnih pridelovalnih površin. Skratka, res je obremenjen. Potem, ko enkrat bombaž poberejo, v obiranje bombaža so seveda vključeni otroci v veliki meri, ker je cena bombaža na trgu praktično nič. Zato, ker ima bombaž eno to nesrečo, da raste tudi v Združenih državah Amerike, tam je pa kmetijstvo seveda subvencionirano in so zato lahko popolnoma dampinške cene na trgu bombaža. Se pravi, potem gre bombaž v procesiranje, iz njega se naredijo niti se barvajo ali pa se naredi celo tekstil in se tekstil barva. Tekstil se seveda barva s kemikalijami, zato da je obstojen. Potem gre zadeva v šivalnice, kjer se šiva. In potem, zato da ohranja barve tudi na policah oziroma po dolgih poteh, jih špricajo še z dodatnimi kemikalijami. Tako da mi, ko enkrat oblačilo kupimo, bi ga mogli preprati neštetokrat, da bi lahko dejansko se spralo kemikalije. Se pravi, second hand oblačila ne samo, da so mogoče v tem trenutku etično mogoče malo manj sporna, tudi z vidika našega zdravja so manj sporna, ker so tokrat preprana. Ja, Živa, jaz ne vem, ampak moram ti povedati, da sva s Sandro spodbudile val v Sloveniji, kar se tiče zamenjave posteljnine in rjuhe, glede na to, da v tem uspimo, da je tam torej... je še slabše. Tam je še slabše, ne? Se pravi, da mava eko mava, ne? Organski bombaž? Ja, ekološki bombaž. Tako? Potem samo jedro pa tudi iz naravnih materialov. Ker v samem jedru tisto je šele kriza, ko pride iz unih držav, pa energija, to, kar si prej rekla. Na tem pa spimo. Na tem pa spimo. Pa po noč gre vse. Najlepša hvala, Živa, da si prišla. Sandra, midve se itak vidiva. Spoštovani gledalci in gledalke, dajte si pogledati tole o spanju. Na YouTube kanalu lahko najdete ali pa na naši spletni strani www.klepetobkaj.si.